Pozdravljeni vsi skupaj. Letos sem se ponovno preizkusil na celotni Franji, ki sem jo lani zaradi priprav na Ironmana mogel preskočiti. Za letos sem si zadal dva cilja. Prvi je bil ta, da mi uspe za razliko od prejšnjih let tokrat prevoziti celotno traso brez padca. Drugi pa je bil povezan z mojimi bonki okrog Škofje Loke ponavadi. Kot nek tihi cilj sem si želel traso prevoziti pod 4 urami ter se po možnosti uvrstiti med prvih 200, kar bi pomenilo boljši štartni boks naslednje leto. Poglejmo, ali mi je to uspelo. Na štart smo prišli že precej zgodaj, tako da smo imeli relativno dobro pozicijo znotraj najslabšega boksa za amaterje. Po štartu pa smo se začeli počasi prebijati naprej, tako da sploh ni bilo slabo. No, če pa kaj velja za Franjo, je pa to, da na prvi padec ni potrebno čakati dlje kot do tretjega ovinka in tudi letos je bilo tako. Kot že rečeno, letos sem imel občutek, da smo bili pozicionirani malenkost bolj spredaj kot prejšnje leta. Zdelo se mi je, da ni bilo tako hude elastike, kot sem jo doživljal v preteklih letih. Tudi padcev nisem videl toliko in celo tempo je bil nekoliko bolj znosen. No, ali pa sem nekoliko bolj pripravljen tokrat. Nekako smo se uspeli prebiti izven Ljubljane brez nekih resnejših problemov in začela se je dolga ravnina proti Brezovici oziroma Vrhniki. Tukaj sem se parkrat res za las izognil robnikom, enkrat pa celo poletel čez enega manjšega, ki sem ga zagledal v zadnji moment. K sreči razen dodatnega adrenalina ni bilo hujšega. Po dobre pol ure smo prišli do vrhniškega klanca in začelo se je zares. Klemnom sva pred tekmo debatirala, kako se lotiti Franje in nekako prišla do zaključka, da bo najbrž najbolje, če v vrhniški klanec greva v rdeče, kolikor bo pač šlo in s tem poskušava ohraniti stik s prvo skupino. Pričakovano se je tempo na klancu močno dvignil, a nekako nam je uspelo ostati v skupini oziroma se celo malenkost pomikati naprej. In ko sem ravno začel razmišljati, da mi bo tokrat mogoče uspelo s tem tempom celo priti do vrha, se zgodi tole. Joj, prav jezen sem bil, pa tako dobro mi je šlo. V resnici se je še dobro končalo, sem se že videl na tleh, a je bil k sreči še nekdo levo od mene in sem se nekako kar naslonil na njega za tisto sekundo, ki sem jo potreboval, da sem si odpel pedala. V bistvu je bil pravi čudež, ampak se mi zdi, da tukaj nihče ni padel po tleh. No, pa so šle sanje v prvi skupini. Sedaj, ko gledam posnetek, vidim, da me je ta manever stal vsega skupaj 15 sekund, v bistvu nič, a takrat je bila skupina spredaj že nedosegljivo daleč in če predpostavim, da bi lahko s Klemnom držal do konca, me je teh 15 sekund stalo dobre 3 minute v cilju. Ko mi je končno uspelo ponovno štartati sredi klanca in gneče, kar je bilo v bistvu precej težje, kot se sliši, sem sicer poskušal omiliti izgube, pognal sem, kolikor sem lahko, pridružila sta se mi še dva sotekmovalca in skupaj smo nadaljevali proti vrhu in prehitevali skupinice kot po maslu. Nekaj pred vrhom sem celo postavil nov max heart rate, ki se je ustavil pri 204 utripih na minuto, kar me je začelo že malo skrbeti. Tik pod vrhom sem naredil še zadnjo menjavo in poskušal ujeti skupino pred nami. Kako sovražim ta občutek. Ko se je cesta že čisto zravnala, so bili še na 10 metrov pred nami, jaz pa jih na noben način nisem uspel loviti. K sreči je ta za mano potegnil in nekako mi je z zadnjimi atomi moči uspelo priključiti, ampak je bilo res blizu, da ne bi popustil. Tole je bil pa kar podvig. Na srečo se je tempo do logacija precej umiril, mogoče celo preveč, saj nas je par skupin zadnji uspelo loviti, tako da mi najbrž ne bi bilo potrebno pustiti duše tam na klancu. No, nadaljevali smo pot in kar naenkrat je tale pred mano začel nekaj kriliti z rokami. Po dobri minuti mi je postalo jasno, da poskuša nekaj vzeti iz torbice za sedežem. Še zdaj mi ni čisto jasno, kaj so mu med vožnjo koristili te vzvodi za gumo. Mimogrede, ta punca, ki je tukaj vlekla celo skupino med tem manevrom, je bila na koncu tudi prva, ki je prišla v cilj. Po nekaj minutah smo se jelo usmerili in povlekli z rahlo močnejšim tempom. Naredil sem še eno hitro menjavo, nato pa do Ljubljane vozil za veterju in ko sem si že rekel, preživel sem logatec, zdaj sem varen do konca, se je tale spredi odločil, da preveri, ali je na travi res boljši kotalni upor. Sicer je rekel, da je, mu nismo čisto verjeli,
sem rekel, ok, v redu, bom pa še jaz proval. Kdo bi si mislil, ampak po cesti gre vseeno hitreje, tako da ne verjeti vsemu, kar vam so tekmovalci povejo med tekmo. Šalo na stran, tukaj mislim, da je po zvoku sedeč nekaj ljudi dejansko padlo. Ja, kar hitro pride do kakšne neumnosti, ko je na kupu toliko ljudi, velik delež teh pa jih oziroma nas ni navajenih voziti v tako velikih skupinah. Sledil je hiter spust proti Idriji, tokrat mi je spust šel kar ok, sploh nisem zgubil veliko mest. V enem od prejšnjih videov mi je nekdo v komentar napisal nekaj nasvetov za boljše spuščanje in moram priznati, da zadeva deluje. Če na hitro ponovim, roke je treba držati na dropsih, da je težišče čim nižje, pogled v konec ovinka, teža na zunanjo nogo, po možnosti pa se malenkost dvigniti sedla, tako da lahko kolo še bolj nagnemo, kot smo sami. Mi sicer ne uspe vedno, ampak kadar mi se lahko spuščam precej bolj samozavestno in hitro, kot sem se lahko v preteklosti. Kmalu smo dosegli Idrijo in nadaljevali proti Cerknem. Ta del mi je vedno zelo všeč, cesta se rahlo spušča, nikjer pa ni preveč ostrih ali nevarnih ovinkov, tako da se da peljati res hitro. V samem Cerknem, tik pred vzponom, je kolesar pred mano želel pri polni hitrosti vzeti en kozarec vode iz mize, pri tem pa seveda spektakularno polil dobesedno celo mizo, ta voda špricala povsod. Valjda mi je ravno takrat crknil GoPro, tako da nimam tega na posnetku. Vzpon na Kladje sem začel mogoče malenkost preveč konservativno, držal sem tam okrog 270 vatov, nekje na sredi skupine, ki je počasi razpadala. Kmalu nas je dohitel avto organizatorjev, ki nam je dal plastenko vode in moram reči, da sem bil tega zelo vesel. Začel sem razmišljati, ali bi mogoče preskočil postojanko na vrhu Kladja in kar nadaljeval z enim bidonom pijače, ki sem še imel s sabo. Proti vrhu sem se počutil še vedno v redu, tako da sem še nekoliko dodal, začel pomikati počasi naprej v skupini. Ko sem prispel na vrh, okrog mene ni bilo nikogar, tako da sem se odločil, da se bom vseeno ustavil in napolnil še drug bidon. Moram pohvaliti te ljudi, ki skrbijo za kolesarje na Kladju. Bidon so mi natočili v 10 sekundah in že sem se lahko pognal naprej. V zadnjem ovinku sem ravno ujel še tega kolesarja, ki je močno potegnil ter lovil skupino pred nami. Ali bi se ustavil na vrhu ali ne, v isti skupini bi končal, tako da tokrat sem imel srečo in se mi je splačalo ustaviti. Nadaljevali smo po Poljanski dolini in sproti nabirali ostale kolesarje, tako da je bila skupina vedno večja. V progi je bilo veliko navijačev, kot vsako leto, kar nam je dalo še nekaj dodatne moči. V Gorenji vasi so celo delili neke gele in skoraj sem dobil enega stisnjenega v glavo, ker ga je ta pred mano tako močno zagrabil. V bistvu je kar težko prijeti te zadeve, ko se premikaš 40 ali 50 km/h. Ta, ki ti podaja, mora z roko nekako pospešiti na tvojo hitrost. Prijeti stacionaren bidon, gel je skoraj nemogoče. Prišli smo do Škofje Loke, kjer je vedno fino zapeljati skozi mesto, saj so navijači res vse povsod in njihove navijanje ti da še nekaj dodatne moči, za katero sicer ponavadi plačaš kasneje. To smo kmalu opazili, kajti takoj, ko so bili navijači za nami, je tempo občutno padel. V bistvu sem nekaj časa celo razmišljal, ali naj se pomaknem na čelo in malo povlečem ali ne, na kar sem padel v debato in se počasi nevede začel pomikati v desno izven skupine. Ja, tako je bilo treba držati 300 plus vatov, da sem lahko vozil štrit skupino. Si je kar težko predstavljati, kakšna razlika je med tem, ali voziš na čelu skupine za kolesarjem ali dvema ali pa na sredi gruče. Prisežem, da sem v sredini komaj poganjal 150 vati. No, po tem eksperimentu sem se odločil, da se bom raje vrnil v sredino skupine in tako prevozil Zbilje, Hraše, Vodice in proti Ljubljani. Vmes smo pogoltnili še eno večjo skupinco, tako da nas je bilo zdaj skupaj že več kot 50. Sledil je tale tečen makadamski odsek, ki je bil sicer kar lepo speglan, tako da sem lahko držal hitrost. Skoraj bi rekel, da je bil večji problem prah, ki se je dvigoval vse povsod in je bilo na momente že kar težko videti predse. Za razliko od prejšnjih let sem se še vedno odlično počutil. V zadnjem klancu čez Gameljne sem celo želel nekoliko napasti oziroma se pomakniti proti čelu skupine, a bila gneča takšna, da nisem mogel nikamor.
Nič, se bom pomaknil naprej na Dunajski, sem si mislil, kul, vse gre po planu, na kar se mi začne dozdevati, da je vožnja precej bolj udobna, sploh ne čutim več nobenih lukenj v cesti. Pogledam proti zadnji gumi in of course, prazna. Ravno 3 dni nazaj sem prijateljem razlagal, kako je tubeless brezvezen za nas amaterje in kako je zdaj vse kul, ko sem prišel tu na TPU. Ja, ne vem, s tubelessom verjetno tokrat ne bi imel tega problema. Do cilja je bilo še kakšne 3 kilometre, čas pa je bil okrog 3 ure in 50 minut. Če bi se ustavil, bi mi ziher vzelo 15 minut, da bi zamenjal zračnico. Tako da nič ni bilo druge, kot da grem s prazno oziroma izpraznajočo se proti cilju. V ovinkih sem sicer moral zelo upočasniti, ker sem se bal, da mi bo gumo snelo z obroča, tako kot jo je Pogačarju na Giru. Tako da sem moral spustiti skupino naprej, a je nekako šlo. Tukaj v zadnjem kilometru bila guma že čisto prazna in me je začela že resno skrbeti, da bom še obroč uničil. Poskušal sem težišče pomakniti, kolikor je šlo naprej, ter vijugati med luknjami na cesti. Ne vem, koliko je sicer vse skupaj pomagalo, a nekako sem le prišel na cilj. Z obročem je bilo tudi vse okej, tako da časovno mi je uspelo priti pod 4 urami in nasploh sem zelo zadovoljen s celotno predstavo in počutjem tekom dirke. Je pa ostalo nekaj grenkega priokusa zaradi tistega padca na vrhniki in te prazne gume na koncu. Nekaj minut je šlo po zlu na tak način in končal sem na 235. mestu, tako da naslednje leto ne bo nič z boljšim štartnim boksom. Ostale cilje mi je pa kar uspelo izpolniti. Toliko za zdaj in se vidimo naslednjič.